Pozdravljeni. Po veliki nagradi Avstrije je na moj naslov prišlo kar nekaj vprašanj, vezanih na odločitve komisarjev na tej dirki. In danes si bomo ogledali, zakaj so mnoge polemike v vezi s takšnimi in drugačnimi kazni rahlo pretirane. Po veliki nagradi Avstrije se je v mnogih medijih razvnela prava polemika. Namreč bilo je kar nekaj na prvi pogled spornih incidentov. Prvi, katerega vsi mi navdušenci smo opazili, je bilo prečkanje tistih točno določenih mej same proge. Takih kršitev na dirki velike nagrade Avstrije je bilo 43, kar se zdi mnogim preveč. In seveda nekateri navdušenci so se začeli spraševati, kako je to možno, kaj se pa gremo. A treba je najprej razumeti, kako ta postopek sploh deluje v svetu Formule 1. Ne gre tako, da si nekdo pač odloči, da bo gledal, kolikokrat so vozniki šli čez belo črto. In nekaterim se malček zamži, kajti šli so samo centimeter ali dva, onim, ki so šli pa pol metra ali več, se kazen pripiše. Zadeva je kontrolirana, podobno kot štartna procedura, kjer se sistemsko beleži vse prestope. In ko voznik prečka belo črto trikrat, vsemi 4 kolesi, da ne bo pomot, dobi tisto zadnje opozorilo, črno-belo zastavo, strani direktorja dirke. Ko se v njegovo evidenco vpiše 4. kršitev, poda poročilo komisarjem in oni določijo kazen, ponavadi seveda 5 sekund dobitka. In tu ni izgovorov, namreč lani je bila situacija kaotična. Med samo veliko nagrado se je premikalo meje. Namreč bela črta, robnik ali kaj tretjega in ni se gledalo na celotni progi, temveč na točno določenih točkah, ki so se tudi spreminjale med samim vikendom. Lep primer, kako Michael Masi enostavno ni obvladoval položaja. In takrat so vozniki zahtevali jasna pravila in dobili so jih. Meja proge je bela črta, ukolikor greš čez, seveda po točno določenem številu sledi kazen. A na veliki nagradi Avstrije so bili vozniki navajeni sekati progo in zato smo videli tako visoko število kršitev, ampak smo malce bolj natančni, nam bo tako jasno, da pritoževanje voznikov nima prave osnove. Namreč vsi niso dobili ne črno-bele zastave in seveda tudi ne časovnega pribitka. Krogov je bilo 71. Torej v veliki večini primerov so bili vozniki sposobni peljati znotraj tistih črt. Le nekaterim je malce spodrsnilo. Redkim malce prevečkrat in zato so bili kaznovani. Kako se bodo vozniki naučili določenih standardov, če pravila ne bodo stroga in seveda upoštevana. Sam sicer ne vem, kam bomo prišli, če bodo povsod neki odpustki. Verjetno v tisto situacijo, ki smo jo imeli v sezoni 2021. Res, nihče ni vedel, kje je meja same proge. A bolj zanimivo je bilo nekaj drugega. Polemika, ki jo je sprožil George Russell. V prvem krogu je prišlo do kontakta med njim in Serhijem Perezom. In George Russell je dobil 5 sekund kazni, kar se je njemu zdela izjemno groba kazen, kajti po njegovem videnju ni imel kakšne bistvene izbire.
Vse tako smo lahko brali, naprimer v članku objavljenem na portalu autosport.com 10.7. Russell pravi, da ga je Perez dobesedno zapiral in v dani situaciji drugega ni imel kaj storiti. Čeprav po drugi strani je bil Perez tisti, ki je od Russella pričakoval bistveno višji standard vožnje. In sedaj tu lahko razpravljamo, kdo je imel prav in kdo ne. Ampak rad bi vas spomnil na nekaj. 11.7. na spletni strani The Race je sam Russell izjavil, da gledano strogo po pravilniku je bil on v zmoti in je imel Perez prav. In na to je začel spet zgodbo, da ni imel prostora. Ampak kako se lahko gleda pravilnik, razen tako, da se ga upošteva strogo? Namreč v pravilu piše, kaj je dovoljeno in kaj ne. Nikjer ni opombe, naprimer, velja za vse, a razen za Georgea Russella. In zato je polemika brezpredmetna. Lahko je pravilo, recimo temu, neprimerno. Ampak zato je treba spremeniti pravilo in se ne znašati nad tistimi, ki skrbijo, da se pravila spoštujejo. In hotel sem biti natančen in pogledal sem kar množično člankov, kjer sem dobil te besede Russella dobesedno navedene v vseh primerih. Tudi v tujih jezikih, naprimer 13.7. v italijanski verziji spletne strani motosport.com. Torej, po pravilniku so komisarji ravnali prav. A na to dobimo zopet izjavo, ki vse postavi na glavo. Max Verstappen 13.7. za angleško verzijo motosport.com pravi, da direktorja dirke bi morala malce prenehati biti tako trmasta. Trmasta sta, ker hočeta, da se pravila upoštevajo. In mogoče je kdo spregledal, njihova trma je obrodila sadov. Je kdo opazil nakit Lewisa Hamiltona na zadnjih 2 dirkah? Kar naenkrat so vsi njegovi uhani, tudi tisti, ki jih je bilo nemogoče sneti, izginili. Polemika, ki jo je začel pred časom, je bila pozabljena, samo nihče ni hotel tega poudariti. Torej, oba direktorja dirke sta nastopala pravilno, a tu bi rad dodal, da si nekateri želijo le enega samega direktorja dirke. Namreč izmenjava med Fiertasom in Wittichem pomeni, da mnogi vozniki in mnogi vodje ekip pač nimajo takega vpliva, kot so ga imeli na Michaela Masija. In to nekatere očitno moti. Namreč drugače, kako bi si lahko razlagali, da sta oba direktorja dirke trmasta in da dobesedno se v Formuli 1 spoštujejo pravila, da se ne življenjsko gleda na tisto, kar se dogaja. Pravila so zato, da se jih spoštuje. Ukolikor so pravila napačna, se jih lahko popravi. In tudi v Avstriji, ukolikor bi prišli z nekaterimi predlogi, jih lahko tudi upoštevali. Namreč jasno je, da je proga omejena z belimi črtami na nekaterih delih, ki jih lahko naprimer premaknili za sam robnik. In to je predlog, ki bi ga verjetno podal sam. Ne vem, ali bi bil sprejet ali ne. A po drugi strani bi lahko preprečil, da bi imeli 43 kršitev. Ali bi imeli zaradi tega boljšo ali slabšo dirko, sicer ne vem. A takih polemik, ki so konec koncev brezpredmetne, ne bi imeli. Danes za odgovor na to vprašanje je to seveda vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda naslednjič.